Kot vsako leto je tudi letos minuli vikend v prelepi in idilični Kranjski Gori potekala gledališka delavnica za gluhe in naglušne iz različnih društev po Sloveniji. Udeleženci so spoznavali osnove gledališča, se učili pantomime in drugih oblik umetniškega izražanja. Delavnice so bile namenjene pridobivanju znanja, ki je zelo pomembno za osebni razvoj na področju kulture. VV nismo vključili, ker so bili novi udeleženci naglušni člani. Gluhi imamo izkušnje z VV. Naglušni tega ne poznajo in smo se jim prilagodili. Člani tihih stopinj imajo izkušnje in so tudi nekaj vodili skupino. Udeležencev je bilo 17. Presenečena sem, da so tudi naglušni. Imeli smo tolmačko, ki je prevajala, ko smo naglušnim predajali gledališko znanje. Delavnico je poleg gluhe režiserke Lade Orešnik vodila tudi članica tihih stopinj Jelena Bolšedonova. Skupaj sta udeležencem predajali znanje z področja gledališča, mimike in odrskega nastopanja ter jih spodbujali k ustvarjalnosti in sodelovanju. Mislim, da sem letos prvič učila ples in gledališče. Sem članica tihih stopinj in imam od tam že izkušnje. Prišla sem, da bi jih poučevala, delila z njimi svoje znanje, svoje izkušnje, da jim bo v prihodnje lažje nastopati. Večinoma sem jih učila gledališke osnove in kaj pomenijo, na primer, gledališče na odru, poezija, VV, pantomima. Mišljenje, da se vse to pomeša v eno, je napačno. To so ločene stvari. Med udeleženci so bili nekateri, ki se gledaliških delavnic redno udeležujejo in že imajo več izkušenj z področja gledališča, mimike in nastopanja, pa tudi takšni, ki so se delavnic udeležili prvič ter tako pridobili svoje prve izkušnje in vpogled v ustvarjalni gledališki svet. Ko sem prišla, sem bila zelo navdušena nad gledališko delavnico in sem spoznala tudi nove prijatelje. Program je bil čudovit, tako da sem zelo zadovoljna. Jaz sem te naučila nove igre, mimiko, gibi
obnašanje živali pri igri, vibracija. Ogromna mimiko sem spoznala. Počasi tudi zraven se učim še malo slovenski znakovni jezik. Res je zelo zanimivo. Kultura je raznolika, všeč mi je in sem navdušena. Veliko novega sem se naučila, na primer, ta slovenski znakovni jezik znam, ampak mednarodni znakovni jezik. VV in pantomima, te stvari so mi bile malo težke, ampak bom vadila. Najrajši imam ples, potem kulturo in kot tretje orientacijski tek. Vedno prihajam redno na kulturne delavnice, kjer se veliko zanimivega dogaja. Vsakič je nekaj novega na delavnicah in letos nas je presenetilo to, da je bilo 5 naglušnih. Zanimivo dogajanje je bilo o tem, kako delati na kulturnih delavnicah, o pantomimi, VV in razno. Najlepše in zame na prvem mestu je gledališče, na drugem mestu pa poezija. Iskreno si želim, da gluhi, ki imajo talent, v prihodnje ne obupajo in se ne ustavijo. Naj imajo možnost ustvarjati v gledališču, v improvizaciji, saj je to bogata umetnost. Res si želim, da Slovenci nastopajo večkrat, brez omejene domišljije, ter pokažejo umetnost in kulturo. To je zelo pomembna stvar. Cilj je, da se to prenaša iz generacije v generacijo, od starejših vse do otrok. Želim, da ima kultura prednost. Gledališke delavnice so bile tudi odlična priložnost, da so se člani zbrali na kupu in zavihali rokave, ter začeli pridno pripravljati točke, s katerimi se bodo predstavili na Deaf Expu, ki bo letos septembra.